ta dvignil, tam je tak lesena beseda, dajmo imeti tako, kaj lepega, kaj žalostnega, recimo, kaj ga ni vzhajal. Žal ni vzhajajo te. Vzhajanje mrtvih. Vzhajanje mrtvih. Ok, danes je ponedeljek, 21.8.2017, gledam na telefon, tako da je ura 22 in 21 minut, pižama. To so glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa. Pižama intro. Tako je, lepo pozdravljeni v 109. epizodi vašega najljubšega podcasta o zmajih glave. Če nas imate radi, se nam pridružite na naših izpostavah na družabnih omrežjih, apparatus.si smo na Facebooku, apparatus_si pa na Twitterjih. Če nas poslušate v iTunesih, pa tudi če nas poskušate v iTunesih, ne, zdaj še niste poslušali, bomo pa poskusili, kaj so te glave, ker so jih ravno prejšnji teden omenjali v tej oddaji Poletna scena na televiziji Slovenija, pa rečemo, dajte nam oceno, ne vem sicer, kaj so zdaj to Apple Podcasts, ne, že jaz se še nisem naučil tega imena nikoga. Ja, ba je da v tem novemu operacijskem sistemu, se pravi za Maca, da počas ne bo več iTunes, sploh brenda. Stvari se dogajajo. Ja, ba je da bojo vse ločili, to je zdaj teorija. Da se končno obupal, pač na Vincih, mislim, da bo še ostal, tam boš imel paje. Zdaj, ki je music, ne, pa ne točki bo ali TV ali movies ali neki, pa podcast se itak že loče, ne, pred smo na iOS-u, ne. Tako da to se baje, da ga bo vse prav, ker je pač iTunes je res grozota od programja, tako na Macu kot na Windowsih, tako da. Tako je, mi nismo taka grozota od programja in če se vam naše programske vsebine všeč, nam lahko pomagate s tem, da odklikate na apparatus.si poželjnica podpri in nam darujete 4, 8 ali 12 evrov mesečno, ki bodo zagotovili še nadaljne nemoteno oddajanje mreže Apparatus. Ja, to je to, ta podcast je zastonj, sicer. Ja. Danes pa govorimo o 6. delu 7. sezone epizode serije Igre prestolov in z nami je naš dežurni dopisnik za drugo polovico petka, soboto in nedeljo, Igor Harp. Živjo. Živjo, pozdravljeni iz vikenda. Evo, Igor, preden začnemo, sam povej, takoj ti pišeš zdaj na par naslovih tele svoje opise, recenzije, napovedi za Game of Thrones in za vse drugo, kamor zdaj trenutno gledala bom, ali kako gledala si, kako je že naslov? Torej, imam nov website, gledal bom in gledala bom, da pač nismo na nek gender fokusirani, oboje deluje in tam je. To je website o filmih, TV-ju, videotekah, kjer delamo pač en kup stvari. Med drugim so tam tudi podrobne analize vsake epizode Igre prestolov zdaj. Drugače pa krajše povzetke pa delam za Telekomu blog Tehnik, ki ga najdete na tehnik.telekom.si. Potem pa bom še napisal en malo daljši članek za Joker, kjer mi je pižamc zrihtal gig. Hvala. Ni za kaj? Pa tudi še kaj za delo, pa vikend bom napisal o tem, tak da kjer vidva ne uspeta omeniti Game of Thrones, imam jaz v medijih pokrito. Si raztegnil svoje lovke tja čez. Ok, jaz mislim, da je brez veze, da se karkoli še zaustavljamo, ampak dajmo kar začeti. Ne vas samo vprašam, ali je kaj presenetilo, da je bila tale epizoda dolga samo 52 minut? A je bila 52 minut dolga? Ja, ne vem, imel si vzad onkraj zidu, imel si 5 minut na Zmajevem kamnu, pa pol še 5 minut v vzhodni straži. Glih je 55 minut je bilo zgaz. Ja, s kredici recimo, ne, s kredici. Ja, pa previously on. Ja. Se nisem ničesar spustil, a ne? Ne, v bistvu ne. V bistvu nisi ničesar. A bo ratalo zdanišče Indiana Jones 4, ali kaj? Ja, ne vem.
ne vem, kaj se. Da gremo počasi, pa bomo pol disali, pač, ker je mogoče res za disati. Dajmo najprej to, da damo čez, da bomo pol navdušeni. Ja, to je mogoče res. Ja, to je mogoče res. Jaz bi eno stvar bi rekel. Ne? Zadnjič sem rekel in zatem marginalno še stojim. Meni je načeloma kul ta skoraj da twist, ne, da bo pač na Winterfellu borba med dvema sestrama, ne, da bo tam Littlefinger mešal štrene, pa to ne. To se mi je do prejšnje epizode v teoriji, tako kot v praksi, v bistvu zgledal dosti kul. Ker je dajal upanje, da bo že spet to del sezone, kjer se na nekem dvorcu dogajajo stvari. Pa je bil pa ta del, kjer jaz, mislim, za lase privlečeno, hashtag za lase privlečeno, jaz ne vem, kaj moram še reči. Zdaj tako rekel, to bom upravičil, ta cel fight med Sanso in Arjo, jaz malo tako upravičen, da gremo temu reči, da zdaj, ker je tempo serije neprimerno hitrejši, če bi oni to razdelali čez celo sezono, malo bolj resno, ne, se mi zdi, da bi jaz to čisto kupil. Kaj sem narobe zdaj rekel, recimo. Da če bi bilo to pač čez par delov razvlečen, da bi bilo lahko proper. Ja, jaz tudi imam en tak občutek, da se ful preveč trudijo nas v eno stran napeljati, torej da bo clash med sestrama, da bo potem pa se izkazalo, da se oni dve združita proti Littlefingerju, recimo, pa bomo vsi, ne? Pa smo že mislili, da boste flopnili, ne? Ampak ful pretiravajo, če grejo v to smer, tak že res. Nista prepričljivi v tem. Imam pa še eno teorijo in to je, da mogoče Arja iz ozadja že ima en kup obrazov in manipulira sceno že. Da v bistvu sploh ni, ne vem, ali Littlefingerja ali pa koga mejstra ali pa koga že, ampak je vse Arja. Videli smo ga dejansko komunicirati z vsemi, ne še v prejšnjem delu. Ja, pa še tam gre Arja ven iz pisarne, iz sobe, ga tam vidiš, kako gleda in iz zakota. Ja, mislim, da se je to od takrat do zdaj zgodilo. Sem jaz pa to bi pa mogli videti. To imam pa občutek. Mislim, da smo že na teh teorijah, veš, ko so bile v prejšnji sezoni, ne, kaj je bilo zdaj, ki je bila zaštihana, ali je bila sploh ona zaštihana, ali je bila zaštihana unata druga, ali je slučajno čakar testiral unata drugo, pa se je on nekaj zamaskiral, ko smo vsi tuhtali, kaj je bilo, da tudi tukaj ni, da se bo izkazali, da sta oni dve med sabo s tem nekim powerplayem, da iščete, ampak sedaj, jaz nekako te njune motivacije nekako ne znam dobro zasidrirati. Se mi zdi tako, da pač Arja tako menja neke 3 karakterje na epizodo. Ja. Sej to, jaz glih to pravim, da jaz mislim, da če bi bilo to malo bolj razvlečen, da bi, če bi, se mi zdi, da je bilo več posnetka, pa napisanega, pa je pa zrezan bilo samo na ta ključne momente in pa moraš ti na podlagi teh ključnih momentov točno tako te motivacije kupati, ne. Pa zato, ker vmes manjka malo mesa, tako malo izpade. Midva, ki so danes gledala z Mojco, je ona opazila sicer en stav, ki se zdi, da je mogoče, da se ga da nekako tako uporabiti za upravičilo tega, kar gledamo. Ne? Na koncu tega prvega prizora, ki se pogovarjata, ne, in reče najprej Sansa Ari, ne, da včasih lahko jeza povzroči, da ljudje počenjajo pač nesrečne stvari in je ona zdaj pravi, včasih pa strah povzroči, da počenjajo nesrečne stvari in pol Arja, jaz bom kar pri jezi ostala, da je dejansko to, da je nekako sproba spraviti v to, da Sansa najboljše dela pod pritiskom, da takrat najbolj začne igrati igro prestolov, da pač, ko je nekako se čuti napadeno, ko ni te varnosti okoli takrat prešalta v višjo predstavo. In da je pravzaprav da vse skupaj, da se pač ona igra Sansa, da bi jo nekako zvabila do tega, da ona sama ukrepa, ali proti Littlefingerju, tle zdaj itak, pač kaj bo s tem nožem, kaj zdaj to, tle je prej moč rekel, pač, ali je ta pač, da ji zaupa,
ki ji dala nož, pač ve, da ona ne bo škodila, ampak kaj bo zdaj Sansa s tem nožem naredila, ne? Ali pa, jaz predvidevam, da ga bo dala Littlefingerju, ne? Sem zdaj vprašanje, ali z ročajem naprej, ali z rezilom naprej. Ja, to z nožem je zanimivo, pa tudi Brenovo odsotnost iz tega dogajanja. Če on toliko stvari ve, je izgledalo, da je namenoma dal Arji nož. In da bo torej ta nož imel neko usodno vlogo. Mislim, prav tak ful je v ospredju že cel cajt zdaj. Arja se bo znašla pred belim hodcem in zatipala, da nimam ungal noža. Trapa. Yeah. Recimo, ta prizor, tam je bil ful dober, ko ona spominja, kako je prvič vadla, kako je prijela za lok in pa 10-krat, 20-krat, 50-krat. Je res tak lep moment v liku, ne, takoj, čez minutko je pa živna, veš pa, ti si primir stala, ne, ko so nam očeta fenta, veš, ona je pač, kako si se Lannisterjem predizvala, da preživela, ona je pa Tivinu tam vin natakala celo sezono. Ja. Zakaj to učite? Zdaj, jaz upam, da je nek večji plan vzad tukaj, ker če ne je res to totalno slabo napisan lik. Ja, se ti pravim, ampak mislim, ne bi, če bi recimo ona, ne, če bi bilo kle malo več dialoga, ne, pa da bi v bistvu malo bolj build-up, da ni to samo en pergament z njeno pisavo, ki ga Littlefinger podtakne, ampak bi bilo vmes, ne vem, zdaj to čisto na pamet govorim, bi še par stvari se zgodili, kjer bi Sansa malo bolj odreagirala, tako da zgleda, da mogoče bi hotela Johna zamenjati, ne, pa da bi Arya imela mogoče malo več razlogov za to sumničavost, pa to, ne. Se mi zdi, da bi se to čisto dal tako speljati, realno gledam, ne. Tako morajo pa pač neke bližnjice iskati, zato da bojo pač to konflikt nekako postavili. In potem imaš, točno to, te neke, ti si pa to počela, jaz pa ne, malo tako izpade, no. Tako da, ampak mislim, da pojmo naprej. Dajmo naprej. A glasujemo, kdo bo umrl od teh treh, ker mislim, da to pa v naslednji epizodi se mora zgoditi. Arya, Sansa ali Littlefinger bo kaput. Jaz pravim, ali imate favorita? Jaz tudi se nagibam v to smer. Pa ja, jaz mislim, to je skoraj zicer, no, prvič povedan. Lahko bi Sansa. Jaz pa mislim, da ne. Jaz pa mislim, da pač ti liki nekako morajo zadnjo sezono videti, no, tako bom rekel. Ne grejo pred zadnjo sezono, noben od teh ne gre pred zadnjo sezono. Se pravi, zdaj vemo, ker smo mi te dva lika omenili, da bo na koncu Arya umrla. Ja, sej to, kje ful hočemo pametni izpasti, ampak ja, mogoče dosti res to, ja. Mogoče dosti res, ja. Ja. Ej, pa še to vprašanje, kako ste se vidva razlagali to, potem, ko se pravi, tisti prizor, ko Sansa pa Mezinček, tam se vidi, da ona pač, sem nekako vsem prepričan, da mu ne verjame, ne, da se mu sam dobrika, da ne bi česa posuma, ampak zakaj je ona poslala Brienne v kraljevi pristanek? Ali se boji, da bi Brienne lahko storila kaj njej, ali se boji, da bi Brienne storila kaj Aryi? A ne, kad leti stavk reče, Littlefinger reče, ne pač, da je itak obljubila, da bo ščitila obe hčerki, gospe Stark, ne, gospe Catelyn, in če ena hoče eni nekaj narediti, ne. Ampak jaz sem to tako razumel, da pač bi se prav Sansa hoče neki Aryi narediti in zato Brienne stran pošle. Aha, ti si tako razumel. Ja, ne vem, zakaj pol drugače stran pošleš. Mislim, ali samo zato, ker jo bo ona napadala, pač Arya napadala in bo poljo branila. Mislim, da je to weird, jaz bi kvečem tako mislil, ne? Da bo ona začela manevrirati proti Aryi, nekako, in pol valjda ne rab še enega. Čeprav je pa res, da so se takrat tu dve fake teple, pa je Arya nalumil, ne vem, preveč, premalo vemo, prehitro je vse skrat narejen. Je ne res, premalo je, no, kaj ne, mislim, res. To imate grand theory, da pač so mogli na hitro nekaj povedati, ki je malo bolj kompleksno, pa narata. Pa mislite, da je to resno sporočilo od Cersei, ali ga je Littlefinger podtaknil? Pa jaz mislim, da je resno, ker dvomim, da je Littlefinger računal, da bo Brienne šla tja, da bo ona Brienne poslala, da se je dejansko v nas spet malo spomnila, da je pridite dol, ne, vas bom spet malo hotela zadržati zase. Ja. No, se pravi, da gremo naprej.
Gremo. To je bil zdaj najbolj pozitivni in energični začetek katerikoli glav. Ja, to je dosti res, da gre res, da je, come on, ajde. Ja. Ja. A gremo tja, kjer se izboljša, namreč na ta kratki prizor med Tyrionom pa Daenerys, Ja, kjer je že majhen spet se me zdel na začetku, ok, ja, štekamo, napeljujemo na to, da sta si všeč. ja, napeljujemo. Jaz imam eno teorijo, ne? In sicer, kot ste zadnjič že z Davidom ugotavljali, incest je ful postal odkar je Igra prestolov. Ne? In v teh pogovorih incest pravzaprav ni več tabu, nasledstvo je tabu. To je tema, o kateri se ne govori zdaj več. Ja. Kam smo prišli kot družba? a ne? Ja. Ja, to je. Čeprav jaz še zmeram, jaz bom sam nekaj rekel. Moj prijatelj, tako kot od Davida prijatelj, ne, pač je opazil, da na določenih spletnih straneh se pojavljajo neki naslovi. Ne. Jaz ne morem verjeti, da je to povezano z Igro prestolov. Jaz me je to weird. Gremo naprej, ampak ja, je pa res, da jaz mogoče nisem mislil, da bojo. Ne vem zakaj, pravzaprav, zdaj, ko za nazaj gledamo, ne? Ampak jaz nisem mislil, da bo to dejansko špura v Igri prestolov, da bosta Daenerys pa Jon imela kakršnokoli, kako bi rekel, privlačnost. Ne? Res ne. Ne, zakaj? Zdaj, ko sem mislil, da bo nekako tako speljan, da pač ona dva, da bo dejansko na eni točki kot Highlander, there can be only one. Ne? Res sem mislil, da se bo nekako do tega pripeljal. Zmaj ima 3 glave. Ok, ampak ne vem zakaj. Zdaj, ko za nazaj gledam, sem kar malo moronko, no? Sej čist priznam, ampak nekako sem mislil, da se bo izognil temu. Ne vem pa kako. No? Jaz priznam, da sem jaz tudi upal, da se bojo na začetku, da se bojo malo izognili temu parčkanju, ne? Ampak pa, ko se vidi zdaj, da bo ok, nekaj ne. Ne, jaz mislim, da se še vedno bojo izognili temu, ampak pač stvar je v tem, da to lahko potem se razvije v 2 varianti, torej ali eden od njih umre in ni consummated, ne? Ali pa ugotovite, da iz nekega razloga ne morata biti skupaj, kar je ful pogosto v fantazijih, ne vem, ker sta iz različnih svetov, whatever. Ne? Ena je živa, ena je pa mrtev, pa oživljen. Ja, pa morata vsak na svoj del sveta paziti in se nikoli srečati, tako pač konc izvirne trilogije Piratov z Karibov. Ne? Ja. Prosim, ne tako več te primerjave delati. To gre za seveda temeljno delo svetovne mitologije, ki ga postavljamo ob bok Homerju in pa drugim antičnim pripovedkam, ki jih je zapisal August Schwab. To je tako, kot primerjati ne vem, Ferrarija pa enega modela, ki v garaži dela avtomobile. Ja, nič, malo se pa pogovarjate o Cersei, ne? Ok, itak ima ta je mogoče 6. dela dialoga, je ta neka prav, da heroes do stupid things and they die. Jaz ne bom, ne, da je junaki, ne, pač vsi so me zapustili, vse sem rada imela, pa so šli delati neumnosti in so umrli. In pa gre in naredi en emo band. Ja, ampak, meni so te dialogi, kao ona bo, kako je že, break the wheel, pa vse te zadeve, pa polka se že malo na nasledstvu pogovarjajo, ki je cool, ne, pa da obstajajo, ki malo namiguje, I guess, na demokracijo, ne, da se mogoče. To je bilo meni top, no, pa meni se zdi, da Tyrion v tej vlogi roke, ki uletava z temi nasveti, se mi zdi, da kakor je že vse živo bil v tej seriji, ne, je ta vloga meni dosti cool, no. Sploh s tistim premislekom iz prejšnjega dela, ki sta ga imela še z Varisom, ne. Tako da moram reči, da meni se je ta del zelo dopadel, no. Ta scena mi je bila ful dobra, tudi oba sta dosti suvereno odigrala. In mi je bilo v bistvu zelo všeč še ta nekak pogled, ki na koncu reče, moje nasledstvo se bomo pogovarjali, ko ne, pridem na prestol, ne, pa polka od koraka. Tudi to mi je bilo, tako bi lahko bilo zelo Santa Barbara, pa ni izpadlo. No. Tako da... Pa tudi fino je recimo ta pomislek, ne, tle, kateri on poveda, pač, da včasih eno življenje ni dovolj, da lahko spremenimo svet, ne, da bi prišel nek nov sistem, ne, se pravi, da bo trajal del časa, da gre za proces daljši, se pravi, ne, da bo zdaj
obdobju monarhije sledil socializem na poti potem v pravično brezrazredno družbo. Okay, fair enough. Ampak je pa res, da je to zelo martinovsko, kogarkoli obrneš. A veš, da gre za proces, ne? Da ni magičnih palic, ki spremenijo stvari. Ne? Ja, ampak kako namerava to izvesti? Zdaj imamo do konca še 7 epizod. Ne? In njegova kritika, slavna kritika Gospodarja prstanov je, tale Aragorn je bil moder kralj in to je to. Ne? Kako lahko tole serijo končaš drugače, kot da rečeš, kdorkoli bo na železnem prestolu, je modro vladal, razen če rečeš pač Nočni kralj je modro vladal, ker pač imaš brezrazredno družbo oziroma 2 razreda. To je brezživljenjsko družbo. Ja. Ne, jaz pa mislim, da vem, kako se to konča. Ne, mislim, kako lahko to zaključaš pač. Če smo se kaj naučili iz najboljše serije vseh časov, in to je The Wire, ne, je, da se pač stvari ponavljajo, ampak so rahlo boljše. Tako da jaz na to računam. Ampak, pač... Mislim, da bo tako veš na koncu, da bosta Daenerys pa Jon šla v eno italijansko restauracijo. Prav tem svetu bosta šla v neko bravoško restauracijo. Bravoška restauracija, ja. In potem bo notu letel en water dancer in si dal faco dol in bo fade to black. In pa je Journey, že spet, ker mora biti Journey. V glavnem, koliko ljudi, to je Soprano za zadnji del referenc, to bom zdaj kar rekel, ker ne vem, koliko ljudi to ve, res ne vem. Konec smo na podcast mreži, kjer ljudem razlagamo, kaj je Ministry of Silly Walks, tako da je dobro, da si razložil to referenco. Hvala, vse zato, ker me vsakič znova preseneta pol odziv, da ni važno. V glavnem, Pežans, gremo naprej. Pejmo na stvar, ki je pa pol ponudila en kup noro zabavnih dialogov, ki so dejansko fucking izvirali iz likov, ki so izvirali iz tega, kar smo gledali 6 let in pol, ki dejansko smo zdaj dobili ljudi, ki so se v določenih kombinacijah takšne ali one srečevali v zadnjih 6 letih, oziroma mogoče še celo prej, kot je recimo primer pri Jorahu in pri Torosu. In so fini dialogi. Ja. Noro je. Super je bilo gledati. To je noro. Igra prestolov by Tarantino skoraj. Mislim, da to je bil ta efekt, ki so ga hoteli doseči. Ampak meni je bilo tudi, to je bilo tako, what? In pol si tako rekel, sta imela ta prva 2 pogovor, pa ta druga 2, pa rečeš, to je zdaj to, zdaj bo pa nekam hodili, ne, pa še eden, pa še eden, pa si tako, zdaj pa to je pa že film, počasno ratuje. Tako da pa to, kar si rekel, mislim, da je ful ključno kleno, da so pač to res dialogi, ki so vezani na te ljudi, pa že spet pa moč pomisliti, da te ljudje niso glih kolegi že 6 let, pač ti vse gledaš, ne, večina se jih je jedva videla, ne. Tako da kar zelo že spet lepo pokaže ta meč, ki ga Jon Snow da Mormontu, ne. Zakaj? Zakaj? Zakaj pa ne? Zakaj njemu? Če ga je hotel vrniti hiši Mormon, zakaj ga ni dal Liani? Pa zato, ker... Zakaj? Zato, ker je ženska. Ampak, a ona je hčerka? Ona je Mormontova, ona je dejansko... Jorah je bil razdedinjen. Jorah so poslali v izgnanstvo. Ampak ona ni hčerka od fotra. Ampak ona je tista, ki pelje družino naprej. Ja, ona je šefica družine. To razumem, samo ona nekaj čakinja ali nekaj. Jaz sem pa to tako razumel, ker je on neposreden sin za to. Mene pa to, zato me je to dosti pametno. Zdaj bomo dobili bele hodce. Da imaš tole valirijsko jeklo, izvoli. Jaz bom pa šel se malo s pestmi ruvati z njimi. Pa si bi mu ga undal svojega pol, miš da ne je bil tak gentleman Jorah. Vse je edini z valirijskim jeklom, vseeno. Pol pa ga beli hodec kihne v... Čak sama nima glih Jorah Mormont 2 Dragon Glass bodala. Ja, Dragon Glass, ne pa Valyrian Steel. Ampak, izvini, mislim da je to dosta, ni? Tudi tle vprašanje, zakaj drugi, a so drugi imeli pol vsi narejeni iz zmajskega stekla, ali ne? Ko izgleda, ker imel je pač Gendry v kladu itak ni bil, ko ga je sabo že prinesel, ampak dobro se ga tudi se bolj uporabljal za razbijati led.
Ampak ta skira, ki je imel Tormund, on ima to tudi že ves čas, nima. Ja, ni prav delovalo, kot da so imeli nek briefing, kjer bi John vsem razložil in Tormund. Tele imamo zdaj kup zmajskega stekla, to ful bolj dela na teh nemrtvih, na teh neživcih, kot navadno jeklo. Veš, kaj tle gor na severu nobenega jekla sicer, a ne Tormund, res je, mi divje že kar imamo jekla, ga ukrademo iz nočne straže, ker smo jih pobili, pa kdaj, ker smo kaj upadali. Seveda, Tormund, ker ste neumni, ker niste šli pogledati čez breg, kjer so 4 fake velikanske verige, ki bi jih lahko prekovali v solidne meče. Dobro, da niste šli pogledati, ker potem bi ga 7 kraljestev že zdavnaj najebalo. Hvala. Jaz nisem vedel, da ta podcast delam z Daniel Day-Lewisom. Kako nekaj takega method actinga. Čakaj, da zlaupam svoj glas. Ja, prosim, ne. Je tvoj glas, se res. Zdaj sem čez umedu. To je to. Se je bil super zagled. Ker naenkrat ni več treba toliko misliti, kot smo včasih smo lahko mislili. Včasih se kdo znajde v bizdari, mrtev je. Zdaj pa, Deus ex machina zate, Deus ex machina zate, Deus ex machina zate, vsak dobi Deus ex machina. Moja poanta je pač, da je to žrtev pač tega tempa, no. Pravic povedano. Ja, lahko bi vsaj še enega fentala, no. Mislim, to Tormund, totalno večji čustven naboj bi bil, če bi če bi Tormund recimo izgubil že tam, ki so ga že na polno odpovlekli, ker zdaj jaz res hočem, zato da se mi opravičijo to, da je Tormund le preživel, da bom v zadnjem delu videl velikanske rdečelase otroke, kako so paži v rdeči trdnjavi. Hočem videti otroke od Tormunda in Brienne, če ne bi morali Tormunda fentati. Ja, pa sej, jaz pa mislim, da glih Brienne je njegov garant, da pač ne umre, ne. Tako sem jaz to štekel, pravic povedan. Čez leto pa pol, ko se bo odvrtela serija do konca, če ona dva ne boste skup, si mi dolžen eno pico. Okay, sipinim testom, zato bum, spomin na Greyjoy, ki spet ni bilo. Ja, The Greyjoy pizza. 5 do 6 kil ljudje, delamo reklamo, pač pizzeriji, ki je res dobra. Kaj le rečemo? To ni plačano, ampak zanj smo bili s pižancem spet in je bilo, in je vsakič je dobro. Tako da, v glavnem gremo naprej. Ne, kaj sem jaz hotel še povedati, eno stvar, ne. Pri teh dialogih pa zakaj je sam eden umrl, ne. Jaz pa moram reči, da ta, ki pa je umrl, ne, je bil pa meni zelo ljub, ne. In sem nekako malo žalosten, da je glih on šel. Samo pa v bistvu, da bo kdo drug umrl. Malo sem računal na Gendrija, ki zihar nima dobre pogodbe, ne. Sam, če morajo šparati, boljš njega zadržati, ali kva, ne. Meni je predvsem zanimivo, kako je Gendry imel cajt, pač poleg vesla. Očitno si vsake tok cajta vesla na noge prevezal, pa je tako veslal. Ja, no, mislim, on je atlet, prav za atletiko, ne? On bi lahko... Ja, on očitno tudi nikoli ne spusti leg daya. Ja. Ne. Čeprav ne vem, če ti leg day dejansko pomaga pri laufanju. Ne. Ja, lej, imaš močnejše noge in lažji nos tisto nabilden zgornji del, zgornji torzo. To je pa dejstvo. Ja, mislim, da to, da je glih Toros šel. A smo zdaj pri tem, ali še ne? Ja, lahko, vse malo skačemo. Ja. Itak je vse na severu. Ja, se so vse gor dogajajo. To, da je Toros šel, je pač... so s tem hoteli zaključiti to, da ljudje prihajajo nazaj od mrtvih. Ne? Zdaj v knjigah sicer, mislim, da Beric potem nekoga oživi, ne? Kar pač mogoče je še nek adut iz rokava, ki ga lahko potegnejo. Mislim, da ga ne bo, ne? Da to je že potarjeno, da se to smo se že pogovarjali, da gospe Kamnosrčne ne bo. Ja. No, ali pa lahko pa Johna, ali pa koga takega, ne? In moram reči, da tvoj Clegenov, Double Zombie Clegenov tudi ni videti več kot realna opcija, ne? Ja. Čeprav gre pa Sandor pa pelje unga neživca v kraljevi pristanek, ne? Tako da... Ja. Vem, tle niso to zombiji, ki griždajo in potem ratajo zombi, ne? Tako da, ja. Kle si memfalil, kakor imamo to drugo teorijo, ki je pa pol vemo, da se je zgodila na koncu. Glavno ni važno, do tega še pridemo. Ampak ja.
Škaj pa mene samo to zanima, ta medved, ki uleti, to je bilo kul. Ja. To je bilo res dobro. Mimo grede, interneti so že razložili, to je tisti pogrešan polarni medved iz Lost. Okay. Ja. Alan Taylor, to moram zdaj povedati, Alan Taylor je režiral ta del, on je režiral 9. pa 10. del prve sezone, pa pol še v drugi sezoni, mislim, da je prvi pa zadnji del režiral, pa je pa on šel, Tora 2, pa še neke filme snemati. In se je zdaj vrnil in je rekel, da je bil ta kao medved, da kolikor je pol gledal, pa so se pogovarjali, da so ga že parkrat hoteli noter, sta ga Benioff pa Weiss hotela kje uplest, ampak še ni bilo priložnosti, in da so ga zdaj. In to je bilo res kar brutalno. Če bi bili taki medvedi, v Zlatem kompasu pa bi tisti tudi dobil vsa nadaljevanja. To je res. Tega referenca jaz ne razumem. Že nisi načitan, zdaj ne moramo pomagati. To je res. Mestno dete, otrok Krnovskih ulic. In to je to. Edino, kar si bral, so bili letaki za Eurospin, da si šel gledati, kdaj bo cnej destilirana voda. In to je to. Da si lahko pa na križiščih prav šipe folku, ki je ob nedeljah hodil na impro in razmetaval denar skozi. Wow. Ampak, a sta vidva takoj dojela, da je ta medved White Walker medved? Je rekel, a imajo medvedi modre oči? Se to, ampak tam se je videl, da ima modre oči, to mene zanima, ker jaz tega, ali to smo mogli dojeti samo iz dialoga. Ne veš, kaj ti imaš za LCD, nimaš plazme, ki bi ti omogočila pravo reprodukcijo baru, črne in modre, tako da bilo je opazno. Tisti, ki imamo plazmo, smo videli, tako da Tisti, ki ima nekaj. Mislim, da se je kar hitro videlo, plus da polarni medvedi ne napadajo tako pobesnelo. Mislim, da je Igra prestolov ni resnična in ti polarni medvedi so mogoče drugačni kot naši, tako kot direwolves, ampak vseeno, glede na bes, katerim je napadel, je meni takoj kliknilo, da ni čist ta prav. Kaj pa vama? Pa ne, meni je bilo predvsem impresivno, da če vse skupaj tako dobro zgledali, kot je. Jaz mislim, da so mogoče za nalož to dali v ti snežni metež, ampak jaz sem mislil, medved, to bo. Pa sem se takoj na Revenant spomnil, veš, visoki cilji, kako se temu reče. Pa je ful dobro izpadel. Meni je bilo tisto mogoče tako eno od boljših takih fight sekvenc ali pa bitk sekvenc do zdaj. Res mi je bilo ful dobro. Pa dejansko sem dojel, koga napada, kar je kar zanimiv za nares, čeprav je Tormund kao ričast, pa nekako se ga ločil, vsi več manj isto zgledal, ampak ti se bilo meni zelo exciting. Tako, se mi zdi, da če bi to bil ta velika bitka enega posamičnega dela, tako, ne bilo nič slabega. Je pa tudi res, da bom pa že spet vprašal, ker očitno je to moja vloga postala. Kaj točno Tormund tam sliši? Ti se patrulja, jaz sem to tako razumel, zato jih je mal. Iz Tvidnica. Ja, en je ta sivobradec, prav White Walker, ostalo so Army of the Dead in potem grejo do njih in tam zdaj se dejansko zve to, da če mrtveci, ki jih, recimo, če sem jaz White Walker, nekaj jaz dvignem. Zdaj je bil Bine, ki jih je zdaj pripeljal. Zdaj je bil Bine. Ja, Bine je bil. Čakaj, si mislim, da imam Bolfenk umre, ne živci z njim. Evo, Bolfenk je. Jaz sem te v svojih zapiskih imam ime Bolfenk. Ne, je Bolfenk tak. Okay, a ti zgledal mal Štajerc. Tako gor, da bi ga napopil, ko mot najdu, kakšni trdi zimi. Glej, ne, Štajerci niso tako presušeni. Sploh se oni na pohorju. To je izgledal, kot da je na veganski dieti. Ampak zdaj se končno to potrdi, ne ga ubiješ, padejo vsi v nekih javnih. Ampak zdaj meni zdaj ni jasen, a pol padejo tudi eni, ki so stran, zaradi tega, ker eden je pa preživel, očitno ni bil njegov. To meni ni čisto jasno, zakaj eden ostane. Zato, ker je nekdo drug. Ampak ni tako, da jih on vod, tako kot je Night King, veš tam, ki ga prvič vidimo zares, ki jih vse dvigne, on vse kontrolira. Ali to sam Night King dela?
Ne, tiste pač tam dvigne Night King, drugače jih vsak White Walker očitno lahko dvigne. Bi se mi pač iz enega logističnega razloga zdelo smiselno, da ima vedno kakega zraven, ki ga ni on dvignil, zato če se njemu kaj zgodi v končni fazi. Ne? Ja, a bi mogoče lahko ta dvignil, tam je tak lesena beseda, dajmo imeti tako kaj lepega, kaj žalostnega, recimo, kaj ga ni vzhajal. Žal ni vzhajajo te. Ja, Vzhajanje mrtvih. Okay. Vzhajanje mrtvih je briljant. Mislim, v nebovzetje prejšnji teden oni bi lahko več izrazoslovja od tebe pobrali. No, ampak oni pač to izvidnico pol tam nategnejo, jih pretepejo, unga ubijajo, vzamejo tega enega, ki preživi po nesreč, for some reason, ga odlečejo, potem pa kaj točno. Se pravi, oni vidijo samo uno nevihto, ki priješ, to je bilo kot v modelu, ki jaz nisem vedel, kako točno so slišali za Dothrakije, ki je Bron v bistvu slišal, ki so jahali. Kleba oni pač vidijo nevihto, ki se vali čez goro, ne? In tako vejo, da prihajajo, I guess. Pa mislim, da se jih tudi že mečkam vidi. A to je se jih tudi že vidi. Tako mini pikce not tam v tem prelazu. Ok, fair enough. Ne, spet plazma, vidi se. Jim ta LCD čez okno vrgo. Bolo bom. Ok, no, to sem v bistvu hotel vedeti. Potem je pa ta zelo fajn scena, ki mislim, da je iz kralja Arthurja, onega čudnega kralja Arthurja, z Cliveom Owenom v glavni vlogi. Mislim, da je ista ena scena, ki pridejo na jezero in potem jezero poka in ljudje padejo v jezero in no, klej ne ljudje, ampak mislim, že spet a smo to dojeli tako kot ta veliko bitko, ali glede na to, da je vse v tej sezoni neka velika bitka, je to sam še ena bitka? A veš, kaj mislim? Ja, oboje sta bili veliki bitki, ne? Ja, in to, ne. 4 in 6. Ja. Tako da ne vem, meni je noro mi je, da je v bistvu lahko, se pravi, v 4 una zmaj, ne, pa Bron pa Jaime, da je ta bitka, pa potem v bistvu čez 2 dela ponovijo vajo, pa je mogoče še za otenk bolj lepsko vse skupaj. No. To se mi zdi že spet impresivno. To sem rekel, da bom v tokratni sezoni večkrat ponovil, da je pač vsaka čast. No. Če že dvigneš produkcijski nivo, da lahko tako le furaš naprej. Kapo dol, ne, če sem lahko res slab. Ja. Kaj imamo že pri bitki? Pri bitki imamo veliko enih stvari. Niti ni bila na začetku bitka. Ne? Na začetku je bil tek in potem je to zdaj gledanje enega pro drugemu. Njim se začne udirati tisti led pod nogami, oni se zaustavijo in zdaj je tle eno vprašanje. Jaz imam problem s tem, ja. Kralj noči, oziroma nočni kralj, koliko on ve, glede na to, da bi on lahko v tistem trenutku rekel, bom jaz le malo bližji stopil, bo jezero takoj zamrznilo in gremo, moja vojska naprej. Točno to. Koliko je on vedel, oziroma pričakoval, ve za te zmaje in pričakoval, da bojo prišli zmaji in da bo lahko enega dobil. Mislim, jaz sem pol zaradi tega, ker je enega dobil, se mi to ne zdi ponesrečne. Meni v bistvu bi prej, sicer Klemor še res kot gledalec ful sam sklepati, ampak meni je bolj zgledal, da je to bila njegova pas za njih. Ja. Polk je dojel, da so tam. Meni bolj tako deluje. Je pa res, da tudi enega namiga v to smerni. Sam šele polka na koncu vidiš, ko on dejansko dobi zmaja, rečeš, ok, mogoče pa to bil point, pa v bistvu Gendrija so pustili, da pobegne, pa tako da ja, no, dosti zanimivo vprašanje. Ja, mislim, se glede na to, da Bran je Greenseer, pa imata nek battle z Night Kingom na nekim višjem ravni, Greenseerski, da vedeti, da tudi mogoče je Night King Greenseer in da tudi on prek, ne vem, nekih živali je zmožen videti, kaj se dogaja in da torej on dejansko vedel, kakšen bo odziv Dany, da bo zmaji prišla takoj. To se mi zdi smiselno. Je pa vseeno tako, zakaj ne bi zamrznil. Mislim pa v končni fazi tudi tako, on jih potem napade vseeno in v zadnjem trenutku pride zmaj. Lahko bi jih prejšnji dan napadel, če je bil to cilj, da bi pač čakali na zmaje, ne bi rabili biti oni živi ta čas. Se samo Gendry more priti
skozi, ne? To se mi res, ja. Ona vidi, čeprav se pripele, ona vidi, ja. Tako je malo, to vse je zelo prikladno, ne? Vse je zelo prikladno. Ja. In zdaj tle mogoče reči, ravno zdaj smo, ne, prihod Daenerys in pa potem še, če gledamo Benjenov prihod, ljudje pravijo tle Deus ex machina, ne? Pač, da je bilo. Ampak meni se zdi, da čist za to, da ti lahko ta princip Deus ex machina deluje, mora biti res izriti potegnan. Ne. Zdaj pa tle je en prišel pa nekaj drugega, ampak tukaj v obeh primerih imamo več zmaje, za katere vemo, česa so sposobni, videli smo jih že to delati in po drugi strani imamo spet Benjena, ki smo ga že videli, kako jezdi, da tava gor po severu, da ima očitno tudi, ne vemo sicer prek koga, zdaj dobiva navodila, glede na to, da prej bil nekako v španoviji s triokim vranom, mu zdaj tudi Bran mogoče nekako lahko dostopa do njega, pa da je videl, pa da ga je poslal v tisto smer. Tukaj so pač to zdaj ta odprta vprašanja, ki ostajajo. Ampak jaz bolj temu spopadu, bolj to zamerim, da je prišlo 6 živih ven, kakor pa to, da so prišli in Zmaj in Benjen Stark. Ja. Kaj pa menite o tem, da se nihče več ne more utopiti v tej seriji? Mislim, Tyrion je par sezon nazaj tonil, Jaime 2 dela nazaj ali 3, zdaj Jon, pač ljudje padejo v vodo, obličeni so, koliko še jo priplavali bojo nazaj. To je že malo takno. To se meni zelo bolj problematično. Tako je, ja, pač, a veš, pa še Tormund, ne, je tudi so ga že v vodo vlekali, pa so ga pa tik pred zdajci, tako pač, škaj se zdi, da so malo brez idej, da bomo, da je se to pa deluje, da je vodo pade, to je tudi zdaj že, in pač nekako ponavljajo se, ne, pač neki bi lahko rekli, pač gremo v paralelnost, ampak tukaj ni paralelnosti. Ali pa so mogoče vsi čarovnice, pa jih voda zavrne? To je teorija. Jaz pa ne bi bil sam, mislim, ne bi bil toliko spet, kaj čem reči, kritičen ali whatever do tega. Se mi zdi, da pač glede vzvoda, da je to vzvoda, da je voda. Ne, glede tega, no vem, meni pa to, mislim, meni ne moti toliko, no, po pravici povedan. Se mi zdi, kar, v bistvu, nam rekel glih tako, ja, premočna beseda bi bila paralele, ne, med njimi, ne. Sam po drugi strani pa mal pade pač ta smrt, pa tiska pol Beric reče, ne, da smrt je prvi in zadnji sovražnik, ne, ki tak na koncu zmerno zmaga, pa da morajo vsi malo biti s tem soočeni, pa po tej luči mogoče ni najslabša stvar, da so še na mal podoben način soočeni, ne, da res ni razlik med njimi, ne. Tako da je malo na tenko namazan to, ampak ne, res pa jaz ne morem se izogniti občutku, da če bi ta bitka se dogajala 2 sezoni prej, da bi bil čist, mislim, pač manj živih bi prišlo ven. Da so zdaj so vsi tako, tik na tem, da umrejo in potem niso mrtvi, se rešijo. Čeprav, veš, je pa eden še zmeraj umrl, a ne? Je pa res, da ne eden od likov, ki so imeli večjo težo, a ne? To je dosti resno. To se strinjam, da je v bistvu premalo pomemben lik je umrl. No? Ja. Ti rdečestrajčniki njihov, jaz sem feeling, da se je en respawnal skozi. Zmeri, ki jih gledamo, jih vidimo največ 10 ljudi na kupu, ki hodijo, ne, jaz sem pa štel, 5 črtic sem naredil, pa možno, da sem enega še celo zgrešil, ki jih umre. Se pravi, očitno je se en malo respawnal, imel pač dober quick save, ne, in F5 kopal. Ja, meni se tudi zdelo, da je preveč teh nosačev umrlo, da v bistvu se kaže fokus na tej sedmerici, ki jaha 7 veličastnih oziroma gre, ampak se zelo western scena, no. In potem so še zadaj 3, ki nekaj se vam bo zgodilo. Ja, 2 bosta umrla 2-krat. Ste brali kdaj knjigo Red Shirts od Johna Scalzija? Ja, jaz sem bral, ja. Briljant. Ja, zelo dober. Je bilo glikar vprašanje, če je kdo nekaj prebral, pa bi žama rekel, ne, že pa ja, sem vprašal, sem preverjal. Ja, ampak ker govorimo o posebno trivialni zadevi, nekih, kaj so že te zvezde tekaške steze. Zvezde na tekaški stezi, ne? Takoj niste. Zdaj ta nov reality show. Ga bo Brigita Bukovec vodila. Ja, to je to. In vsi bojo šli k temu zobarju, kaj bo že ta
osovnikarju prej, tako, da bojo lepi pol za ekran. Ja, ne vem, da se vse skupaj... Dejansko smo pogledali, da tisto, kar nam je bilo najbolj koluni dialogi, smo tako v 2 minutah. Ja, kul je bilo, v redu. Ne, pač kaj, jaz nočem samo tako, ne da se ne bi hotel na tisto besta, ne, ampak je ta cela sekvenca, ne, se pravi dialogi na začetku, potem una patrulja, ne, in potem v končni fazi ta bitka, do katere zdaj se res lahko še malo podrobnosti pogovarjamo, no. Ampak tako, se mi zdi, to je bilo tako močna štrena v tej epizodi, da vse ostalo praktično zgleda, da bomo dali tole malo mest noter, da prekine. Kar je mogoče celo po svoje malo napaka, bi bilo skoraj bolj, če bi gledali eno, vse so že bile take epizode, ker si v bistvu gledal samo eno štreno. To pa mislim, da je prav problem tega, da so se odločili za 7 epizod, ker kar smo omenili že ful stvari, ki bi lahko bile not, pa jih ni bilo. Ne? In tudi recimo lahko bi bilo liki, ki se enostavno jih ne omenja več, ne? Euron, Grey Worm in tak dalje. Lahko bi imeli mirno še eno filler epizodo vmes, kjer bi tile ljudje malo hengali, kjer bi bili kul dialogi in pač te stvari, ne bi bil problem in potem bi tukaj bil fokus samo na bitki, ki bi epizoda ne bi rabila trajati 70 minut, ampak bi trajala 55, prosim lepo. Ja. in bi bilo mislim še bolj lepsko. Ne? Zdaj ok, štekam, da 7. sezona rabi 7 epizod for sam vegrizen, ampak vseeno. Mislim, da je problem, da so te stvari noter bile tukaj, ker bi ful vrejo delovalo brez samo s fokusom na to bitko. Tako kako je bil Hard Home, pa Battle of Bastards, pa Watchers on the Wall, recimo. Ne? Ja, pa tudi ta, že Blackwater. Ja, Blackwater, ki je začel ta trend, ali kako se temu reče. Pa pa sam še ta bitka konkretno, kaj bi človek rekel. Prvo, tam, ki jih spravijo na kamen, pa jih obkrožijo, ti zgleda impozanten, fak, bom kar rekel, ti si res meni čisto hudo. Potem pa ta smrt, ki se zgodi, ki je pač, smrt morajo zakuriti. To mi je bilo super, da so ga zakurili. Najprej so ga pustili ležati, jaz sem se že kar malo drl, ekran noter. Oživo bo. Ja, exactly. Ja. Tako da to je tudi meni. Tukaj vsaj mečkan sta razmišljala Benioff pa Weiss. Mečkan je bilo tega premislega. Dajmo nekaj narediti. Dobro, da alkohol. To je kar briljant, da tudi on zmrzne kot follower of the Lord of Light in Fire. In to si mi je zdelo tako, that's ironic. Dost lušen touch zraven. No? Jaz se zdaj predstavljam, kaj bi bilo, da umre nekdo drug. Imaš potem medsebojni fight, ki hočejo oni Torusu iztrgati njegov alkohol, da bojo unga lahko zažgali, Torus ga pa ne da. Cela spin-off serija, fanta. Torus živi človeka, tako da to je nekaj, kar se ne je zgodilo, ne? Dobar. Mislim, Gendrija bi čas poslal, živel malo brcne pa stane. Tak atlet kot je, ne? Se mu srce niti ne more ustaviti. Dober pomislek, vzamem nazaj, veš, nisem dosti razmišljal o likih, kot še 1-2 ne v tem delu. In potem imamo Hounda, ne? Ja, ti Houndom je meni super. Dosti vsega vzame kamen, ga vrže, dump cunt. In potem, ko vrš drug kamen, se mu na obraz zariše tisti izraz. Seems I'm the dump cunt now. Ja. Sam je dobra fora, ki pa luni dojamejo, da je nazaj zamrznal. No. Ampak, veš, kle sem to hotel reči, ker spet rekel, koliko Light King ve, da bi pač počakal, da zamrzne pa to, pol bi hvala, da že naprej poslal, ne bi rabel Hounda, da vrže kamen, I guess. Če on tok lahko manipulira oziroma karkoli, sklepam. Ja, to je res. Pač bi on rekel, zdaj pa safe pejte, pa pol tle, ki jih obkoljo, to je res dosti hodovno. Pa ta Stormodon scena se pravi,
Tale Tormund scena me je zelo spominjala na Aliens, kjer potem odvlečejo enega od marincev na zelo tak podoben način dol v luknjo. Brilliant mi je pa še bila scena, kjer se John umakne do konca skale in vidi, kako oni prihajajo gor. In je prav tak scena, spet bom zakopan pod trupli, fuck. Slow motion je bilo to, kot bi Brian Fuller delal. Ja, veliko, ampak ne, ampak je bil drugačen. Predvsem zaradi tega tudi, ker je Ramin Džavadi spet čisto do muziko v zlat naredil. To je res. To pa. Tukaj ne, ta slow motion bi z neko drugo, bolj čizi muziko lahko res bedno izpadlo. Ne bi bilo, zdaj ne vejo, kaj bi naredili, bomo mečken raztegnili, da bo izgledalo bolj napeto. V zadnji pa neki plenkal. Pa je tako, Ramin, noro je, meni se zdi, da je noro, kako je njemu uspel tam že v prvi sezoni narediti nastavke za te teme, ki jih zdaj sam še razvija in preigrava in vse totalno pozveni. Ja. Prav vprašanje, kaj bo še vse iz Westworlda naredil, odvisno, kako dolgo bojo tisto furali, ampak tip je definitivno car za ta format delati, to ni kar tak. Zelo impresiv. Tudi me je malo presenetilo, koliko so se nazaj držali pri nekem gory details, tam recimo, ko zažgejo Taurus v rano, tega nismo videli, to se off-screen zgodi. Ja. Se mi zdelo, zadnje čase so kar dost imeli takih let's make it all bloody in vse to. Tako da je prav zanimivo. Sploh, kaj bilo? Tisto konc prejšnje sezone je spito. Tisto bilo gross. Se že spomnite tega? Ja, se mislim, da je tako mišljen, da je ta reakcija. Da si še zapomnimo to dobro leto kasneje, še vedno vemo. Tisto spito. Ne, a to, da je pa v bistvu za Thorosa, da v bistvu da medveda toliko dobro preživi, je bilo malo unga priokusa Arije, iz prejšnje sezone, ali kupimo to, da ga un malo razmesar. Niti ni zgledal, da ga je fulhodo, da ga je bolj, da ga je za oblačila. Ja, se to je res. Jaz sem to čisto sprašal, jaz sem to tudi tako dojel. No. Pa še pol dejansko umre, tako da nič... Mislim, da tudi tam Vredo razloži v tistem dialogu z Jorahom, da se niti ne spomni tiste slavne bitke, na kateri ki jo je pomagal pač prevesiti na stran zmagovalcev, ker je bil toliko nažgan. Tako da pač je toliko nažgan, da niti ne opazi, da bo glih kar umr, po mojem. Tako brzrkar fora, samo da pač ima malo pomoči, tekoče inspiracije. In potem pride Daenerys. Ja. Ko se že vse zdi izgubljeno, prileti. Mi je pa zelo všeč, da je to tako narejeno, da se oni tepejo, so v izgubljenem položaju, in potem ogenj udar. Veš kaj mislim, da ni une scene, da imaš dva kadra nje, kako leti, in jih vidne, ampak da dejansko pač samo leti. Ok, dajmo zdaj tlele se ob njenem prihodu ustaviti, a je prišla prehitro, glede na razdalje. Ja. Meni je že vseeno. Res, meni je že. Mene recimo to samo tek genderja do zidu, meni niti ni moto, ker meni je bilo očitno, da oni hodijo manj kot en dan. En dan, ja. Pač, da niso, se pravi, da je imel on čas, se pravi, on je do večera prišel tja in pol so poslali te krokarje, pač to majhen, ampak se pravi, meni se videl sem dosti enih pritožb, pač kako, pa koliko časa lafo, koliko so, pa niso toliko hodili, in da je bilo edin, kar je pa ta razdalja, zdaj, koliko krokar lahko hit leti in pa koliko zmaj hit leti, Predvsem ima pa očitno tudi Daenerys nek tak zelo dober force field okoli sebe, ker lasje se ji ne zmršijo. Čeprav meni je ta tako stilsko, mi je to super, da ona zmeramo nekih teh ni glih obleke, sploh ne kva to ima na sebi, koliko jim frag že na pol zgledajo. Ja, zdaj so že naredili nekaj, kar so je bila v tej obleki, pa je že bila, zdaj vemo, kje je končal duh. Slabo. Bolj se pogosto opazilo, da se menja, da se je ona v Elso namaskirala iz Frozen.
Pa jaz poznam. Ja, okay, ampak jaz sem tako, meni je kul ta fora, da ona ni v nekem battle armorju, jaz ne vem, čemu bi mogla biti, ne. Ampak da je to pač, ker so to njeni otroci, je ta neka simbioza in to se mi zdi to dosti kulno. Pač, Je pa pripravljena za zimo, ne? Ja, dobro, to pa... Da se je pametno oblekla, da se je gorko odela. Ja, ok, to pa I concede, ja, klep. Da toplo je ni. Drugače, glede frizure pa pač obvesli dry veter taft, a ne? Vsaj to. Uporaba. Ja, Schwarzkopf. Veter na zmajevem kamnu, dež nad ugrizom, sneg, onkraj zidu, a vendar sem ista kot ob 8 zjutraj. Je pa res, da teli zmaji pol že spet začnejo bruhati ogenj, že spet dosebsko, vse skupaj, res dosebsko. Potem se pa zgodi ta olimpijski dekatlon, ali jaz ne vem, o čemu tekmuje. Night King, ne? Ja, a to ste pogruntali, ne? Da hodec, ki mu poda kopije, da ima tudi man-ban, oziroma čop na vrhu, kot je temu rekel Hound. Ne? Se pravi, tudi med belimi hodci obstajajo bold cunts. Ja, očitno. Ampak pomembno je, ko to tudi njih moti. Torej, so tudi družba, ki da nekaj na estetski izgled. Ne? Torej, očitno imajo in obstajajo tudi kljub temu, ne, da so mogočni, da doživljajo mrtve. Vsak od njih vseeno še doživlja negotovost glede svoje zunanjosti. Ja, ampak ali obstajajo White Walkerke, ki jih še nismo videli, ki jih probajo pač zapecati ali vtis narediti na njih svojim stilom? Meni se zdi, da je bolj to, da so oni pol tam ob kozarcu otroške krvi, da se pol malo veš, nekaj tega, kaže spati, ki imaš pa nasi. Možno. Ja. Drugač pa ta padec zmaja, a vemo, kjer zmaj je padel? Ja, Viserion. Ja. Aha, kako pa vemo? A reče kdo to? Barve je, te barve. Zato, ok. Farbenblind. Ja, jaz res ne ločem, dva sta isto stavelka. Ali je Farbenblind ali pa plazma, ne, nekaj te vedno je tu izgovor. Ne, se to v bistvu je kar z roko v roki, reprodukcija barve je kar slabša. Ampak ja, ok, šteka, aha, ok. To resmo jaz nisem vedel. In je noro, ne, ti si bil prejšnji teden, ko so se pogovarjali, ne morajo oni zmaja dobiti. Ja. Jaz nisem... Čist si bil proti? Ja. Mislim, če sem bil proti. Meni se je zdela huda teorija. Čakaj, bom dal zdaj posnetek. Ne pa, ne morajo zmaja meni. To res sem, dajmo nehati s tem. In Godler je v topu. V glavnem... Ne boš ga mogel, ja, očitno ne, vse preživi. Mislim, huda fora. No. Pa lahko eno stvar rečem. Ki je bilo pa treba razmišljati, kako točno bojo oni tega zmaja ven spravili. So bile pa dosti velike verige, dosti verig je bilo, dosti so bile dolge, dosti ljudi je tam ne mrtvih, je tisto ven vlekel, da dejansko zmaja ven spraviš. To se mi je zdelo pa dosti fenomenalno. No. A res? Res. Kje so bile te ketne? Ali obstaja možnost, da to niso bile kovinske, ampak iz ledene ketne? To sem tudi jaz pomislil, ampak zgleda bolj kovinsko, ne vem. Ja pa dobro, valjda imajo ketne, kadema, če si imel pol zdaj. Stari za zvečer, ki grejo na Metelkovo, ki je pan koncert, ki grejo, krešeš ne pitaš, pa dajo gor, pa wow, Punk's not dead, anarchy in Westeros. No comment za to. Ampak ja. I am an anti-7. Res, ok. Wow. Ja, ok, ne vem, kje so bile ketne. Ne vem, kje so bile ketne. Oba si me zdaj malo. Meni se pa vse tako dobro zdelo, pa res ne pomisliš. Ja, okay. Mogoče so pripravljali njihova ljubiteljska dramska skupina v prizoritev drame Veriga, Frana Sleškega Finžgarja. Pa so me gliko pripravili, kako prikladno, ravno smo naredili tole za rekvizite, sedaj bomo pa lahko uporabili tudi za res. No. Ampak zgleda pa impresivno, to se pa ne bom, ker zgleda pa noro hudo.
Zgleda čisto hudo. Zgleda kot Egipčani, ki gradijo piramide ali pa nekaj takega. Ne? Prav na te filme. Pesem nosačev ketne. Ja. Okay. To je cela še ena zraven armija, ki sem ketne nos. Če jih rabimo, če jih bomo rabili. Ketne nos. Tlede meni se zdi, bi lahko mogoče na boljš način rešiti. Ne vem, zdaj pač iščem logiko. Videli smo Viserijo na nek omahne v vodo, tisto, kako mu krili je ven, ti se čist noro. Ja. In potem, ko omakne v vodo, preden po to ne vidimo, še kako ima zlato oko, na koncu pa, ko se odpre, je pa modro, ledeno modro. In zakaj? Zakaj smo to delali, te ketne, če bi lahko preprosto nočni kralj stopil k robu jezera, dvignil roki Okay. in se počasi začne trest in let razpoka in plane ven in zaprhuta skrili in pogleda v kamero in vidimo modre oči. Hvala. Okay. To bi bila opcija. Hvala. Okay. Ja, to je... Čeprav zdaj, ki smo te ketne malo uničili. Ja, ok, fair enough. Ja. Čeprav meni je ta scena res huda. No? Ne, se pravim, noro za pogledati. Ja. To mislim, da je problem, zdaj v zadnjih par delih, ki smo videli, to je nor TV, kar gledamo. To je vizualno, efekti, dialogi, tudi večinoma, če se dogajajo kje drugje, razen na Zimišču, oziroma kot mu reče Tormund, na usmrajenem jugu, je hudo za pogled, ampak pač ni pa to, se zdi več ta nadaljevanka o spletkah. Se tudi vprašanje, koliko v knjigah bo potem pač prostora še za spletke, ker se bom kar začel ta totalni razčefuk, ampak vseeno se mi zdi več, da smo tukaj zdaj že nekje drugje in pač dobivamo vsak teden nekaj, da gledamo, nekaj, da smo presenečeni, da zjamo zraven, da se pa lahko pogovarjamo, da razvijamo 5813 teorij na Redditu in na drugih straneh, ampak pač tako, ni pa več toliko prisotnega, se mi zdi, na martinovskega duha noter. No, ampak ravno prav ti dialogi so bili to, ne? Ja. In ti preobrati tudi. Jaz nočem ful upravičevati, ker imaš prav, ne? Res ne bi, ampak jaz bom še... Hvala, vem. Ja, ne, hočem sam reči, da jaz bi sam to teorijo, teorijo mojo, bojo žrtve tega tempa, no? In to je definitivno ena od njih, ne? To je pač žrtvo tega, da pač šprintajo čez zdaj 7 epizod in pa še enkrat tokne. In lej, ne vem, jaz ta dal kar nekako kupam zaradi tega, ker to stoji na 6 sezonah prej, ne. Dejansko bolj gozdga pa, a ne, storytellinga. Če bi bilo to, če bi bila večina sezon, če bi bila več kot polovica sezon take, ki je ta zdaj, ne, pa bi bil mala nojda, ne. Po drugi strani so ti pa toliko dal, toliko so razdelali stvari, toliko je bilo tega martinovskega duha, ne, da pol zdaj, če pa treba mali spektakel, pa ene stvari se morajo malo prej zgoditi, pa mogoče na hiter, jaz kar malo pravičam. No. Nam zdaj rekel, da ne braj, da je to proper dolga sezona, pa da je malo bolj razdelan, ne. Sam po drugi strani pa ja, no, lej, kar malo sprejmem to žrtvo tempa, recimo, ne. Nad slabega. No, mislim, ampak jaz tudi ne vidim problema v tem, da so poudarki, da so not stvari, ki so vizualno kul, če niso čist nelogične. Ne? Ja. To s ketnami prav, no, ja, ne vem, odkot so jih dobili, ampak res izgleda hudo, kako ga ven potegnejo. In kaj pa veš, mogoče pa je voda element, ki zavrača čarovnice, ampak tudi onemogoča nočnemu kralju, da čara skozi eno globino, ne? Da samo, ne vem, 2 metra gre, ta zmaj pa je bil 20 metrov pod vodo, tako da kaj takega. Če zdaj res moramo imeti neko logiko. No, zdaj, če gledamo na širino rek, pa globino, jaz le rekel, da širino tega jezera je 60 metrov, zihra pa 70 metrov minimalno globino. A veš, konc je bil skoraj neko 40 metrov, 50 metrov dolg. Sej. Proper beštja. Ne bomo, ali lahko nehamo, ker bomo res še malo pa bomo šli nazaj gledati, pa meriti stvari. Jaz imam še eno vprašanje za vaju. Ne? In sicer, kaj je
endgame Nočnega kralja, ali menite, da so torej beli hodci absolutno zlo, ali da bi se kaj drugega izkazalo, ker veliko teorije je o tem, da bi naj bili oni se izkazalo, da niso mogoče evil, da imajo neko agendo. Prikazali so, da so, ne vem, nekako intelekt, mislim, se zavedajo, da imajo neko civilizacijo, jezik, karkoli. Ampak mislim, da glede na to, da še imamo nekje 7 epizod do konca, ni to dovolj prostora, da bi karkoli resnega razvili, razen če nenadoma Nočni kralj razloži vse v enih 10 minut. V montaži in s pesmijo. Montaži in s pesmijo, kar ne bi bilo glih v skladu z Game of Thrones. Hkrati pa tudi to obstoj nekega absolutnega zla, se mi tudi ne zdi najbolj tipično za Martina in za vse ostalo, kar smo do zdaj prebrali, in gledali. Kako se pa vama to zdi? Meni danes sicer, ko smo se nekaj pogovarjali, je Mojca mi kazala neko Evino teorijo, ki je bilo, ki sicer mislim, da ni čistko, pač da je kao, da so oni kot odgovor na te zmaje zdaj, pa da so prišli spet nazaj in da pač da gre za neko ravnovesje, življenje, smrt. Ampak oni so itak že prej bili, ne? Tukaj tudi. Ampak zdaj, znotraj nadaljevanke smo mi videli, da so oni nastali kot orožje otrok gozda proti prvim možem ali proti Andalom, pa v glavnem, ne? So jih ustvarjali. Zdaj tukaj pravzaprav, ne, lahko si razlagamo, da oni pač premorijo neko inteligenco, imajo zdaj to, gre za nek ta Rojnium, kjer imajo vsi skupaj si delijo, pa so mogoče nekako malo borgovski ali kakorkoli poteka, ampak oni vedo, pač, da oni brez zime, brez ledu, brez mraza ne morejo preživeti. A veš, mogoče se oni v neki te svoji logiki, oni se borijo pa za svoj obstoj, ne, in pač imajo pa mogoče tudi nekaj ozemeljske težnje, ne, tendence, da se malo razširiti, da bomo skozi sam gor na vrhu. Pejmo malo dol, mi bi šli malo na morje. Malo dol, ja. Pa sej, pa ker so te tam hude zime, ali oni prej pridejo, ali zima prej pride, pa pol da njim šanso, da se širijo. Ja, ali zima prekliče njih, ali oni prenesejo zimo. Tako. Ja. Je pa definitivno nekaj, ne, pač da gre v svetu. Zdaj sicer ne vem, koliko so tlele to omenjali v knjigah, je to, koliko so tle, mislim, da mojstrov ni kazali, da se o tem pogovarja, ampak dejansko se čuti, ne, da tudi oni čutijo nek ta porast magije v svetu od rojstva zmajev. Se pravi, imaš neke ali uroke, ali karkoli, za kar sem mislil, da ne obstaja več, spet počas prihajanja. Zdaj tukaj imamo tudi ta oživljanja, ne, pol Rlorjeva in je... Vprašanje, kam bodo zavili. Definitivno bi rekel, pač ni Martinovsko to, da bi imel enega popolnega hudobca, ki bi pač samo smrt, uničenje vsega, ampak da obstaja nek njihov reasoning, ki pa verjetno, tako kot se rekel Igor, ga ne bomo ravno spoznali, kaj naš rok. Mogoče bo na koncu, veš, ko bo zadnji, ko bo ta Nočni kralj umiral, ne, in bo pogledal, bo rekel, mami, sem hotel vijolice prinesti iz visokega vrta. Kaj pa vidimo še strica Starka, ne? Prej, ki si rekel, oba dva prideta. Vedemo najprej to, zakaj gre Jon še malo klet. Zakaj Jon ne spleza gor? Ja, jaz kokor štekam za to, da jim omogoč, da gre oni v miru gor, ne? Da, ampak pa sem še enkrat malo naprej laufa, ne? Mislim, da imamo to, kar je rekla Daenerys, ne? He's here, heroes do stupid things. Jaz sem to dvakrat pogledal. V bistvu je stvar v tem, da on dejansko brani, potem pa, ko sesuje onega zmaja, takrat šele on krene naprej. Predtem pa samo on brani, krije hrbet. Ja, se tudi jaz razumem. To je osnovno. Drugač, mislim, da je to njegova scena. Ampak mislim, da bi vseeno lahko pač tisti Drogon malo naokrog pogledal, če že bruha ogen na veliko. Čeprav je res, da Drogon je pa dokazal, da zna letati cik-cak, ne? Da je boljši od Rickona Starka, kar se tiče tega. Definitivno, ja. Pa Charlize Theron v Prometeju.
Dajmo ne omenjati tega filma. Ja, pa Jon Snow že spet preleze ven, ker to je zdaj Igra prestolov, roka, ki pride iz vode in potem ljudje, ki kašljajo. Koliko je Chris imel noter, ne v tem Too Long Didn't Read, pač hvala zmački, ker ste mi pogreli vodo, zdaj mlačna. Prav to, ja, jaz sem dejansko na to pomislil. Tok mrzla ni, kot je bila prej. To je treba reči. Ampak ja, ne, to ni resno. Drugač pa ja, pa Street Stark, no. Ja. Tukaj pa jaz priznam, da kaj prelafo, ker sem videl, pač jaz sem gledal, kaj je bilo zdaj, bo preletel zdaj, kaj je ta tret zmaj po Regarju, ne? Se pravi, Viserion, Drogon pa, kaj je? Aegon, kako mi dala ime. Aegon, nekaj tako. Ja, toliko jih ne omenjajo drugih imen, ne, da... Rekel sem jih vse prav slišal. Ja, in ko upade, jaz sem skočil stvar, stric gre! Čisto sem bil napaljen, ko sem videl, da se tisti, ki se vrti, ne, njegova una... Ja. Karkoli ima na ketni, mogoče so pa tisto ketno njegovo vzeli, pa magično povečali. No, jaz bi klesam to rad, da me je bilo pač to cool. On je bil čist na začetku, pa zdaj je bil, pa ponucali so ga, kle je bilo vse ok. Edini lahko bi rekel, upočasnil bom konja, ne pa ni cajta, da splezam na konja. Ja, ok, ja, mogoče, ja, da konj ne bi imel šans, recimo, da pride ali pa whatever, ali pa jih bom še malo zadržal, ali pa, ne. Ja, ok, to je mogoče res, ja, Ampak to je bilo meni super, no. To je bilo res. No, pa pol gre na Blaze of Glory, tako kot pač mu pritiče, kot si je pač želel, ne nazadnje pač že dal vedeti s tem. Mislim, zdi se mi, da je to fitting death za njega. No. Ja, pač še tako, toliko so ga ponudili, koliko so ga mogli. No. Ni bilo zdaj, da neki razvlekel, pa to. Dost cool. Pa pol imamo še to sceno, pač ko Dany reče a little bit more in pa se obrne in pa je zelo slabo odigrano, ko Jorah pogleda in kaj pa ti vidiš? Kaj je prišel Cruz nazaj v hišo? Ne, kdo je bila ona ženska v Santa Barbari, ki vedno pozabim ime. V glavni važno, ti si bilo res malo slabo odigrano. Jaz sem pa preveril, Regal. Regal. Okay. No to, pol imamo čist na konc, pa ta lavi-davi scena na ladji, pa kjer ona vidi, da model dejansko je umrl. Ne? In se mi zdi, da kle je pa to ben cool speljan, ker jaz sem tako dojel, mogoče sem glup. Ampak, ko ona vidi vse te rane, ona razume, da je dejansko model umrl in da je zdaj nazaj živ. Ne? Se mi pa zdi, da je tako, da kle ona najde nek connection z njemu, ne? Da se nekako da na njen nivo on. Ne? Ker je ona čez podobno stvar šla, ne? Ker je tam reborn s tistim ognjem, pa ne? Tako sem jaz to dojel. No? Tako da šele po tej sceni, ko ona to vidi, pa kao dojame, se mi zdi, da je ta nek connection, se mi zdi pa malo bolj pristan. No? Pa zdaj se me je ta tudi rada, če je treba. Ja, pa tudi tako, čeprav je spet, ko oni rečejo, Dany. Tako kar naenkrat, Dany. Jaz sem Jon Snow, ljudem radi dajemo zdevke. Ja. To sem zdaj naredil prvič po 10 letih. Ja, sem se ti pravim, to je treba se tokne. Ampak, sorry, ne, ampak je pa bilo. Tle moram zdaj, Tamara Langus nam je pisala, da se moram malo glasiti, ker že 3 dele glavne bijamo, ki mi med igralcema, pa da ni dobar, pa ne vem, kaj še sem prav, pa da bolj zaljubljeno gleda tistega ozdravljenega Jorah Mormonta. Počasi lahko nehate. Prav. Kot velika poznavalka prijateljskih zvez z raznimi tipi vam zagotavljam, da kemija je in da Jorah nima šans. Jorah ne bo seksal. Daenerys ga ima zelo rada, ampak van ni zaljubljena. To je bilo jasno že takrat, ko ga je poslala na zdravljenje. Friend je. Še enkrat, verjemite vi, poznate scene. Poleg tega je Jorah precej osladen, nima pravega čina in je resnici na ljubo malo brezvezen. Daenerys pa ni tista vrsta punca, ki bi se zadovoljila z nečem za silo. Pravzaprav sploh ne razmišlja o tem, ker je mati samohranilka in pri 3 ogromnih frocih in obetajočimi se vojnami pač ne misli na brezvezne desce. Jon Snow pa pri meni sezone v sezono dobiva točke. V zadnjih 3 delih je kemije na tone. Lepo počasi se razvija, tako kot je prav. Pa njenega zmaja je božal. Ne mi reči, da tam ni bilo kemije. In če si kaj želim, je to en strasten, približno 5-minuten spolni odnos z vsaj 4 različnimi položaji, magari v kaki jami, če mi to dogaja. No, to čakam. Hvala, Tamara.
Lahko je za konec sam še eno na hitro vprašanje. Nehamo. Predzadnji del že spet, ne? A je to ta prav predzadnji del Igre prestolov, pač sezone? Ja. Ker jaz mislim, da je. No? Malo kratek, ampak ja. Malo kratek, ampak ja. Ja, kako je bilo? Vse skupaj je bilo pa dejansko koliko ura 6? Ja, nekaj tazga. Ja, nekaj tazga je bilo. Ne? IMDb pravi 70 minut. No, jaz bi sam to mogoče omenil. Dve stvari, za katere pač vemo, kaj nas čaka v zadnjem delu. Prvič, pač iz vseh teh poročil snemanj, pa tega vemo, da bo tudi Zmajsko brezno se pojavilo, ne, v tej sezoni. Do zdaj ga še nismo videli. To gre pač za kraj, kjer so imeli nekoč Targaryeni spravljene svoje zmaje in so ga snemali v nekem amfiteatru v Španiji. Ne. Se pravi, kraljevi pristanek nekaj še prihaja. In pa seveda, še zmer nismo slišali Sanse reči stavka iz trailerja. Ja, ok. Ne? When the cold wind blows, the lone wolf dies, but the pack survives. Ja, to je res. To je zdaj, kaj bo, kaj se bo tukaj zgodilo. Ne? Ali je tisto, kar smo pač že, ne, jaz sem skozi navijal za to, da pač da to izreče v trenutku, ko se oni dve Zarjo združita in ko mezinčku odklenka. Pa rekel sem, da nalaš odklenka, ker se une verige iz gor, iz severa sliš do Zimišča. Ja, to pa je dobra teorija. Ja, ok. Sam res tizga res še ni bilo, ne? Pa one se zdaj kregata, tako da ja, ok, Meni je zdaj vmes, ker smo debatirali, Mojca poslala še eno pač to teorijo o teh nožih, ne, tisto, ko smo se že prej pogovarjali, prav kako je pač da mezinček, da bo dalo Branu, pač, da bi pač si priboril kakšno uslugo njegovo, ne, naklonjenost. Bran ga noče in ga da Arji, ne, in to simbolizira prvega Starka, kako zavrne mezinčka. Arja ga da Sansi. To predstavlja zdaj drugega Starka, ki zavrne mezinčka, in zdaj, da naredimo cel krog, ga mora Sansa dati nazaj mezinčku. V grlo. Ja. In tako ga bo enkrat za vselej zavrnila še ta zadnja Starkova. Da. Ja. Fair enough. To je dobra taktika. Mislim, dobra ideja, ja. Cool. No, cool. Gremo glih počasi zaključiti, ker smo omenjali od mezinčka smrt. To je zmerno dobro. Koga bomo videli? Koga čakamo drug teden? Vse? Ja, Tion je zanč leto na Zmajev kamen in pol, kada ga ni. Ja, jaz mislim, da bo ta del bolj umirjen. Zakaj sem to rekel? Mi je že žal, da sem to rekel. Ampak ja, no, bomo videli. Ne. Na tej točki, Igor, kje se te najde na internetih? Na Twitterju, kalendarku, na Facebooku, Igor Harb, spletna stran gledala bom, YouTube kanal, in to. Ja, mimo grede z The PPM, legendo Game of Thrones recapanja, se dogovarjava, da bova naredila en video, če bo redi do četrtka, ga lahko dodamo med zapiske o tem, kako se bi lahko razpletla ta sezona. Zdaj ne vem, če poznate The Pepija, on je človek, ki od prve sezone pa do zdaj recapa vse dele, zdaj pa ima nek job, apparently, nima časa tega. Mislim, da sem bral na začetku, ja, prve pa druge sezone sem še nekaj spremljal, na blogu so ali kaj celo pisal. Ja, nek blog mas. To sem nekaj spremljal. In pa dej še eno vprašanje, ki te moram pač, jaz nisem med sajta. Baby Driver je že bila premjera ali je zdaj ta teden? Ja, Baby Driver predpremjerno že igra. In si ga gledal? Štarta redno in sem ga gledal in je brilliant. To je vse, kar me najbolj presenetilo. To je vse, ja. Eno stvar moram povedati, najbolj me je presenetilo, da ni komedija. Par jokov je, ki so čist mimo grede, drugače pa zadeva drama, thriller in violent. No. Tako da in še en odličen film Edgara Wrighta, ki ga definitivno priporočam. Tako da, ja. Okay. Super. Anže, kje si ti na internetih? Jaz sem posotan ZT. To je moj special power. Sprav na Twitterju, Instagramu in Snapchatu.
Kaj pa ti pižamc? Jaz sem pa na Twitterjih Pizama, na Facebooku sem Boštjan Gorenc Pižama, na Instagramu pa sem Stric Bedanc. Ta stric vedanc je zveren kul. Aparatus.si na Facebooku, aparatus počrtaj si na Twitterju, aparatus.si pošiljnica podpri za 4, 8 ali 12 evrov mesečno, da bo že končno lahko dobil plazmo. Enkrat. Ne, zdaj bo OLED. Govorimo pač seveda o krvni plazmi, ki ko bo omedlev ob ogledu zadnjega dela Igre prestolov in bo videl, koliko stvari se ni uresničilo. Ali pa se je. Jaz bom rekel 3-4 zdaj. Kaj bomo rekli? Vzhaja? Plazma keksi. Ne. Vzhajanje mrtvih, ker se mi preveč dobro zdi ta vzhajanje. Tako da 3, 4, zdaj. Vzhajanje mrtvih. In že spet je glas nazaj prišel. Oh, God. Čau. Čau. Čau.